finančni zlom družb povezanih z mariborsko nadškofijo meče že več kot 2 leti svojo senco na velik del življenja katoliške cerkve v Sloveniji in otežuje njeno poslanstvo v slovenski družbi. Glede na to, da sem v mariborski škofiji in pozneje nadškofiji imel nekaj časa pomembno mesto in vlogo, je padel del odgovornosti za to nesrečo tudi name. Iz tega dejstva so izhajali tudi odgovorni pri Svetem sedežu v Rimu, ko so mi v osebnem pogovoru 29. aprila letos sporočili povabilo papeža Frančiška, naj se odpovem službi ljubljanskega nadškofa metropolita. Dogovorili smo se, da bom to storil, ko bodo opravljene pastoralne obveznosti in dejavnosti, ki so bile tedaj v teku. In tako je od danes sedež ljubljanskega nadškofa metropolita izpraznjen. V tem trenutku se želim najprej iskreno zahvaliti vsem svojim sodelavcem na nadškofiji ter vsem duhovnikom in drugim pastoralnim delavcem za pomoč in velikodušno sodelovanje. Enako se zahvaljujem vsem vernikom za njihovo podporo in molitve ter vso prijaznost, ki sem je bil obilno deležen. Na koncu pa vsem, ki so tako ali drugače prizadeti zaradi finančnega zloma mariborske nadškofije, izrekam iskreno obžalovanje in se ponovno opravičujem za svoj del odgovornosti pri tem. Nikoli nisem trdil, da nimam nikakršne odgovornosti. Vendar skupaj z nadškofom Turnškom odločno zanikava, da bi bila midva glavna krivca za razmere, ki so pripeljale do tega finančnega zloma. Odločitve, ki smo jih sprejemali na gospodarskem svetu mariborske škofije, niso tega povzročile. Ni škofija potopila zvonov, ampak sta zvonova potopila škofijo. Pri upravljanju zvonov pa nisem sodeloval in tudi to ni bila moja pristojnost. Kljub temu me od vsega začetka krize mariborske nadškofije ta kriza močno teži. Zaradi tega bremena sem tudi sam čutil, da ne morem svoje službe izvrševati tako, kot je potrebno v teh zelo težkih časih za našo cerkev in za vso našo slovensko družbo. Zato sem v pokorščini papežu sprejel njegovo povabilo in se odpovedal vodenju ljubljanske nadškofije. Želim in Boga prosim, da bi moj korak prispeval k temu, da bi cerkev na Slovenskem spet začela uživati ugled, ki ga zasluži. Kot sem ob imenovanju za mariborskega nadškofa metropolita v duhu pokorščine papežu sprejel to cerkveno službo, tako sem v istem duhu sprejel tudi povabilo papeža Frančiška, da se ji odpovem. V osebnem pogovoru mi ga je predstavil prefekt Kongregacije za škofe, eminenca Mark kardinal Ouellet 30. aprila 2013. To sem storil v iskrenem prepričanju, da lahko ta gesta pripomore k prečiščenju razmer v cerkvi na Slovenskem in zagotovi njenim predstavnikom večjo oznanjevalno in pričevansko moč v procesu nove evangelizacije
sredi težavnih slovenskih družbenih razmer. Leta 1999 sem postal član zbora svetovalcev v mariborski škofiji. Leta 2010 sem pričel v mariborski nadškofiji opravljati službo nadškofa pomočnika in leto kasneje sprejel polno odgovornost zanjo kot ordinarij. Vse to me neločljivo in soodgovorno povezuje z gospodarskim zlomom nadškofije Maribor in reševanjem te težavne situacije. Po svojih najboljših močeh sem se trudil, da bi z domačimi in tujimi sodelavci kar najbolj omilili posledice. A žal iz različnih razlogov nismo bili uspešni. In prav v zavesti svoje soodgovornosti za nastalo situacijo in neusposobljenosti za učinkovito vodenje nadškofije v tej situaciji, verjamem, da bo moj odstop nasledniku omogočil neobremenjeno delovanje zaradi preteklih dogodkov in mu zagotovil večjo moralno avtoriteto znotraj in zunaj katoliške cerkve. Vsem, ki so zaradi finančnega zloma mariborske nadškofije oškodovani ali prizadeti, morda pohujšani, duhovnikom in laikom, se osebno še enkrat opravičujem za svoj del odgovornosti. Ko sklepam škofovsko služenje v mariborski nadškofiji in je sedež mariborske nadškofije in metropolije izpraznjen, in prav tako vse službe, ki sem jih opravljal v okviru Slovenske škofovske konference, se prisrčno zahvaljujem za prizadevno sodelovanje najprej vsem škofom, potem sodelavcem na ordinariatu v Mariboru in v drugih nadškofijskih ustanovah, zlasti pa duhovnikom in pastoralnim delavcem, bogoslovcem ter redovnikom in redovnicam. Za vsemi je bilo zares prijetno sodelovati. Vernikom mariborske nadškofije pa sem iskreno hvaležen za vedno zelo tople in domače sprejeme po župnijah, za izraženo vsestransko podporo in pomoč v teh letih, najbolj pa za vse molitve in žrtve. Boga pa še enkrat prosim, da bi današnje dejanje pomagalo katoliški cerkvi na Slovenskem z večjo verodostojnostjo oznanjati evangelij in zato lažje približati Kristusa najbolj oddaljenim in ubogim.